v četrtek 7. marca 2019 med 10. in 12. uro se je v prostorih glasbene šole v Slovenskih Konjicah odvijal medobčinski otroški parlament v organizaciji Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice v sodelovanju z učenci osnovne šole Podgoro kot gostiteljico. Udeležili so se tudi učenci ostalih lokalnih šol. Iz vsake šole je sodelovala ekipa 4 učencev. Sodelujoče osnovne šole so bile Zreče, Vitanje, Loče in Ob Dravinji. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju in pridobivanja informacij o človekovih in državljanskih pravicah. Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo letos 8. aprila v Državnem zboru. Projekt se v Sloveniji izvaja že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoje mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost šolskih in lokalnih oblasti, vladnih in nevladnih organizacij, ki bi naj prisluhnili pobudam mladih in o njih z njimi kvalitetno razpravljali. Tudi letošnja tema je bila šolstvo in šolski sistem, odnosi v šoli in predsodki, saj se v šolah srečujejo z različnimi vrstami nasilja, s težavami s sprejemanjem drugačnosti in integracije učencev priseljencev. Otroci bi mogli že od mladega leta poučevati, naj sprejemajo tudi tuje ljudi in ni važno, kakšne vere, skod prihajajo, ni važno, kaj govorijo, ampak namesto, da bi se norčevali z njim, bi jim pomagali, da bi se čim prej prilagodili. Ja, ni prijetno, res ni prijetno, ko nisi zaželen v družbi, če si iz druge države, ali pa nisi iste vere. Vem, kak je to, ker ko sem jaz tu prišel, sem imel par let prvo problem tudi z enimi mojimi sošolci, ker niso me razumeli pa nič in so se norčevali iz mene, ampak pa je bil problem, ker tudi ko sem prišel nazaj v Srbijo, naprimer na počitnice, se tam ni noben hotel družiti z mano, ker so bolj se me zabavali, da smo iz Slovenije in pa tak nikamor nismo mogli, ampak na vso srečo so se našli pod prijatelji, ja, zdaj na koncu sve lepo. In res ni lepo zabavati, mislim, načevati se iz drugih oseb, ampak ker lahko res psihična problema imaš, da izkušnji. Smiselno je vključiti mlade, ki zagotovo razmišljajo drugače, gledajo in vidijo težave z druge perspektive kot odrasli in večkrat prej najdejo rešitve za nastalo situacijo. Parlamentarce je s svojim obiskom k razmišljanju spodbudil tudi župan občine Slovenske Konjice Darko Rataj. Lep pozdrav parlamentarke, parlamentarci, občinski zbor in vsi prisotni. Lep pozdrav v mojem imenu občine Slovenske Konjice. Poglejte, Konjice imamo dobre šole, imamo dobre učitelje, imamo najboljše učence. Živimo v časih, ki marsikje ljudje živijo težko. Nimajo take sreče, da živijo pri nas, v okolju, ki je urejeno, kjer smo svobodni, oziroma ste svobodni, kjer smo tudi vreduje. In to je veliko vrednota, tega se tudi zavedi. Danes je tudi šola, vam poleg znanja, ki vzgaja tudi nekatere vrednote, in da bi življenje vse prav, in verjamem, da boste le usvojili in prinašali tudi potem naprej, kot sami bili svoje. Lokalna skupnost živi eno življenje, kjer živimo ljudje različne generacije, mladi, starejši in bomo v letošnjem letu poskrbeli tudi za to, da bomo v našem okolju zagotovili spodobno okolje, kjer se bodo lahko mladi družili, tudi starejši, tudi z različnimi drugih okolji in mislim, da je temu zelo. Jaz vam danes želim en prijeten dan in to, kar boste danes na nek način
ugotovili, osvojili, naj bomo to tudi neka pot, neka rdeča nit, ki je življenje naprej. Hvala lepa. Predsednica Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice, Janja Brglez, ravnateljica gostujoče šole Darja Ravnik in podravnateljica Jasna Vrbanec ter ostali prisotni ravnatelji in učitelji sodelujočih šol. Voditeljici Ema Emilija Kvas in Zoja Ovčar sta povezovali aktivnosti in hkrati s svojima avtorskima skladbama s kulturnim programom popestrili dogajanje. Glasbene in pevske točke so poskrbeli še učenci osnovne šole Podgorov pod mentorskim vodstvom profesorice Sanje Polšak Pesan. Za dramske prizore pa je poskrbela profesorica Edita Drozg. Pri vodenju otroškega parlamenta mentorji uporabljajo različne aktivnosti, s katerimi mlade ljudi želijo usmeriti v kritično razmišljanje in argumentirano izražanje in oblikovanje stališč, predlogov in idej. Pri pogovornih aktivnostih je njihov namen spodbuditi sodelovanje. Takrat se udeleženci bolj poglobijo, se domislijo različnih možnosti ali prispevajo svoje predloge. Namen zabavnih aktivnosti je, da skozi zabavne metode otroci razmišljajo o določeni temi. Uporaba igre vlog v skupini vodi k poglobljenim razgovorom o tematiki, hkrati pa omogoča simulirano izkušnjo v varnem okolju in preizkušanje različnih načinov vedenj. Aktivna raziskava vključi otroke v kreativno zbiranje podatkov o določeni tematiki in spodbudi njihovo aktivnost, kar je možno doseči z intervjuji, anketnimi vprašalniki, opazovanjem, pregledovanjem in kontroliranjem. Pri poročanju otroci sami pripravijo plakat, referat, povzetek in ga predstavijo ostalim. Tako postanejo novinarji za en dan. Otroški parlament ni le vsakoletni dogodek, temveč je pristop, ki mlade spodbuja k razvoju aktivnega državljanstva. Tega se ni mogoče naučiti znanja drugih. Zahteva lastno izkušnjo in ravno to je tisto, kar se poskuša mladim v varnem okolju dejavnosti, povezanih z otroškim parlamentom, zagotoviti. Varen prostor je prostor, v katerem mladi lahko sami izkušajo in preizkušajo, izražajo svoje mnenje brez obsojanja in lahko govorijo brez skrbi, da bi njihovo mnenje imelo posledice izven tega kroga. Varen prostor za mlade hkrati pomeni prostor učenja, kjer so poskusi del vsakdana, iz napak in uspehov pa se učijo za prihodnost. Parlament v Slovenskih Konjicah je potekal v obliki debate, kjer so se udeleženci na podlagi zaigranih zgodb iz šole na odru, Nedolžni otroci, Iskreno prijateljstvo in Slovenija opredeljevali za ali proti, pro et contra in svojo opredelitev komentirali in argumentirali. Na koncu so zapisali 3 ključne sklepe,
ki jih bodo parlamentarci predstavili na svojih matičnih šolah in jih skušali spraviti v življenje v prihodnosti. Sklepne misli, ki so nastale kot posledica skoraj enourne debate v skupinah, so bile naslednje. V šoli se moramo pogovarjati o tem, da je prijateljstvo več vredno od materialnih dobrin in finančnega statusa neke osebe. Štejejo le iskrena prijateljstva, sprejemanje drugačnosti, to je kulture, jeziki, barva kože in posebne značilnosti človeka. Medobčinski otroški parlament v Slovenskih Konjicah se je končal v sproščenem vzdušju ob podeljevanju manjših pozornosti, gumbov za srečo v življenju. Cilj parlamenta je ta, da se mladi zavedajo, da lahko s svojo voljo in kritičnim razmišljanjem sami prispevajo k spremembam v ožjem in širšem socialnem okolju.